Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 7. Danes bom pogovoril o prehrani, o vegetarijanstvu in podobno. No, glede prehrane je tako, da sem sam v preteklih letih preizkusil že številne prehranske navade. In to iz razloga, da bi si izboljšal svoje lastno zdravstveno stanje. Kajti z leti so se mi začeli pojavljati določeni problemčki, kožni izpuščaj, in želel sem poiskati rešitve tudi v spremembi prehrane. Postal sem torej, najprej sem bil seveda vsejedec, potem sem postal vegetarijanec, nato veganec, nato presnojedec, frutarijanec in na koncu sem celo želel priti na prano, da bi postal pranojedec, torej da ne bi jedel nobene fizične hrane, ampak bi živel samo od univerzalne življenjske energije. Kajti vse je iz atomov in zakaj ne bi moralo telo, ki je iz atomov, jesti hrano iz atomov, zato da dobi življenjsko energijo za obstoj. No, moj poskus prehod na prane se je potem že končal z bolečinami v trebuhu in zato sem s tem prekinil. Potem pa sem še naprej raziskoval razne stvari, kako človeško telo deluje, in predvsem vidik vegetarijanstva iz smisla zmanjšanja trpljenja živali na tem svetu. Eden izmed razlogov, zakaj se odločajo ljudje za spremembo prehrane, torej prehod na vegetarijanstvo, ni samo zaradi zdravja, ampak tudi zaradi etičnih vidikov. Torej ve se, da trenutno prehranska industrija izjemno intenzivno prideluje hrano oziroma vzgaja živali in z njimi v velikih primerih kruto ravna. In veliko ljudi je, ki se zaradi tega odločajo postati vegetarijanci ali vegani. No, jaz sem bil tudi enkrat v nekem duhovnem gibanju, no, lahko rečem Hare Krišna gibanje, in sem bil velik privrženec, goreči zagovornik vegetarijanstva in nenasilja. Kar pa sem potem opazil, je to, da sem sam z vsiljevanjem vegetarijanstva postal nasilen do drugih ljudi. Torej, z mojo vero sem upravičeval lastno psihično, nekateri tudi izvajajo fizično nasilje nad drugimi ljudmi, zato ker želijo vsiliti vegetarijanstvo drugim. In tukaj je to v nasprotju z principom zmanjšanja trpljenja na tem svetu, kajti zaradi svojih prepričanj glede prehrane, če postaneš nasilen do drugih ljudi, potem nisi nič prispeval k zmanjšanju nasilja na tem svetu. No, jaz seveda tudi želim zmanjšati nasilje nad drugimi živimi bitji in do ljudi, ampak sem ugotovil, da so določene prioritete, če se želi doseči največji efekt. So določene religije, ki pravijo, da enostavno, če bomo vsi postali vegetarijanci oziroma vegani, se bo tudi zmanjšalo trpljenje oziroma popolnoma odpravilo trpljenje na tem svetu. No, jaz pravim, da temu ni tako.
ker trpljenje na svetu ni posledica prehrane in tudi večina bolezni ne nastane zaradi določene prehrane, ampak predvsem zaradi miselnih vzorcev oziroma odvisnosti od čustvenih energij, ki se kažejo tudi v dobrih občutkih. Recimo so določeni vegani, vegetarijanci, presnojedci, frutarijanci, ki so zelo ponosni na to, da imajo tak način prehrane in so potem polni samega sebe in se dobro počutijo in se hvalijo s tem pred drugimi in na spletnih omrežjih na veliko razglašajo, da so recimo vegani, kot da bi bilo to neka vrsta religije in na ta način se imajo za neka več vredna, bolj pomembna bitja. In to postane temelj njihovega življenja, sploh smisel življenja, da so vegetarijanci ali vegani. Taki ljudje pa običajno, ne bom vse metel v en koš, ampak veliko je takih, ki mislijo, da so s tem naredili vse, kar je možno narediti na tem svetu in se potem ne brigajo za druge stvari. Ampak, kot sem že povedal, niso vzroki na tem svetu v prehrani, ampak v odnosih, v medsebojnih odnosih, v pomanjkanju spoštovanja, empatije, uživanja, razumevanja in predvsem v odvisnosti od čustvenih energij in od vrednot denarnega sistema, ki ga imamo na tem svetu, ki vse skupaj nas sili v potrošništvo, v željo po dobičku, po lastninjenju in s tem denarni sistem za temi vrednotami umetno ustvarja pomanjkanje. Torej v globalnem smislu tisto, kar nas najbolj intenzivno drži v tem sistemu pomanjkanja, umetno ustvarjenega pomanjkanja, je denarni sistem, vrednote, po katerih deluje denar. In tisti, ki resnično želijo zmanjšati trpljenje na tem svetu, jim priporočam, da se priključijo v naši skupini in podprejo politični načrt uvedbe zagotovljenega življenjskega dohodka, ki bo v osnovi zmanjšal pomanjkanje, predvsem v prvi fazi v človeštvu, med ljudmi. Kajti sprememba prehrane ni primarnega pomena, ni prioriteta. Prioriteta je najprej nahraniti vse ljudi na tem svetu. Ogromno ljudi sploh nima kaj za jesti. Da bi zdaj lačnega človeka prepričeval, ne smeš jesti tega ali unega, jej samo presno ali podobno, je traparija. Torej, prioriteta je, dajmo naprej narediti sistem, ki bo omogočil, da bodo vsi ljudje, potem pa tudi živali, imeli na tem svetu dovolj hrane, da se odpravi lakota. Naslednji korak bo pa seveda izboljšanje prehrane, tudi v smislu veganstva in vegetarijanstva in podobno. In pa potrebno se je zavedati, da ne more vsak tako enostavno priti na vegansko prehrano ali oziroma spremeniti prehranske vzorce zaradi številnih vzrokov. In en vzrok je tudi sama zgradba fizičnih teles, ker niso vsa fizična telesa enaka. V stvarstvu, v zgodovini se je načrtovalo človeško fizično telo, so bitja, ki so ustvarila človeško fizično telo in so ustvarila v zgodovini različne prototipe. Iz tega izhajajo tudi različne krvne skupine. In človeško fizično telo je namenoma zgrajeno tako, da potrebuje fizično hrano za svoj obstoj in različna fizična telesa potrebujejo različna hranila. In to ni enostavno preseči, premagati, spremeniti.
Zato predlagam tistim, ki so se odločili za vegansko, vegetarijansko, presno prehrano, naj bojo v prvi vrsti strpni do tistih, ki potrebujejo drugačno prehrano, ki se še ne morejo tako hitro spremeniti, in da predvsem razumejo to dejstvo. Pod tem videoposnetkom bom še nalimal gradivo, ki podrobno razlaga zgodovino snovanja in ustvarjanja človeškega fizičnega telesa, kako je zgrajeno, zakaj človeško telo v bistvu potrebuje fizično hrano, kakšen je bil namen tega predprogramiranja, in pa predloge, kako lahko zmanjšamo trpljenje na tem svetu, kakšne so najbolj učinkoviti naslednji koraki, da bomo čim prej odpravili vse probleme na tem svetu. Ker vsak je lahko aktiven, ampak nekatere aktivnosti imajo lahko manjši vpliv, nekateri pa večji vpliv na tem svetu. In pomembno je določiti prioritete in te prioritete potem izvajati. Toliko za danes, lepo se imejte vsi skupaj in nasvidenje prihodnjič.